Oskar, merhaba. 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 A smo te ujeli v Turčiji ali si že kje dlje od Turčije? Še vedno čisto na robu Turčije, ampak še vedno v Turčiji. No, kje smo te pol ujeli? Kaj vidimo v ozadju? V ozadju vidimo palačo Izaka Paše, čisto na iranski meji, nad Cvileno cesto, ki je šla pod Araratom praktično iz Erzuruma in iz Turčije, iz Anatolije proti Tabrizu in dalje proti Kitajski. Wow. Oskar, imam veselo novico zate. Tukaj v agenciji je Turčija letos ena izmed bolj popularnih destinacij. Ljudje se kar prijavljajo. Ja, saj si to vsekakor zasluži. Na spletni strani, pač posledično smo si šli pogledati tudi malo našo spletno stran, da vemo enako kot potniki, ne? In smo videli, da je lepo zapisano, da je agencija Oskar razdelila Turčijo na zahodno, vzhodno pa na jugovzhodno. Daj povej, prosim, kaj več o tem. Aha. Ja, zahodna Turčija je tista, ki jo mi ponavadi imamo za Turčijo, to se pravi, začne se v Istanbulu, potem gre tja do Ankare in potem dol do morja, ta polotok, potem proti Grčiji, kjer je potovalno, lahko rekel, tista klasična turška zgodba, se lahko pelje, antika na Egeju, potem imamo Pamukkale, tiste znane bele pondice iz Sige, potem imamo tudi Konjo, to je mesto, kjer je živel Rumi Mevlana, potem je Kapadokija, Kapadokija je tisti stosci iz tufa, pravlična dežela, eni pravijo Mesečeva pokrajina, in potem čez Ankaro počasi nazaj v Istanbul, to je ta, lahko rečemo, zahodna Turčija, ki je bila včasih grška, potem pa je zdaj seveda precej razvita in na eni strani podobna po razvitosti, po modernem načinu življenja, tudi infrastruktura je lepo razvita, hoteli, vse, kar je za turizem. In praktično, če dodamo še morje na jugu, se pravi na Sredozemlju v glavnem, potem dobimo tisto, kar si klasičen turist in pa počitnikar pravzaprav lahko samo še želi. In prav zaradi te zahodne Turčije je Turčija postala leta 2019 tudi najbolj turistična dežela na svetu, z največ turisti, ki so prišli v to deželo. Kaj pa vzhodna? Ti si zdaj tlele nekje na vzhodu. Tako je. Potem pa imamo Turčijo, ki gre proti vzhodu, proti Gruziji, proti Armeniji, proti Iranu in pa kasneje tudi Irak. Dol na jugu je Sirija, se pravi ta vzhodni del Turčije, ki je pa manj razvit, civilizacijsko bolj povezan z raznimi plemeni, z ljudstvi, nekako bolj samobiten, tradicija je še vedno precej prisotna, zelo raznolika ljudstva in pa neverjetna narava. No, to je ta vzhodna Turčija, ki gre tle naprej in se potem nadaljuje skozi Iran in naprej, če bi gledali pokrajinsko, je po potovalni izkustvu precej močnejša, ker je drugačna, precej drugačna, bolj avtohtona, bolj se mora človek nekako na en način njej prilagoditi, po drugi strani pa globje brazde v sopotniku, ki potuje z nami. To je recimo vzhodna Turčija. In tle recimo se srečujemo z gruzijsko kulturo, armensko kulturo in arhitekturo, potem tle konkretno Izak Paša tudi z iransko in kasneje dol, ko bomo šli, ja, je pa še jugovzhodna Turčija kot tretji del, kot tretji vsebinski sklop, o katerem bi povedal pa malo kasneje. A sva zdaj vzhodno Turčijo dala skozi? Top. Zdaj pa še, vseeno bi pa še na delitvi sem zasledil še jugovzhodno Turčijo. To je pa tisto, kjer sem začutil, da je pa taka čisto drugačna. Kaj ne bi bila Turčija? A je to res? No, jutri pravzaprav bomo mi z našo skupino že šli dol proti jugovzhodni Turčiji, gre pa, da se bomo pa spustili čez Armenske gore v Mezopotamijo, v zgornjo Mezopotamijo in tukaj pa praktično gre za arabski svet, ki se je premešal s kurdskim, s turškim, se pravi, gre za tako čisto samostojno enkratno mešanico vseh teh kultur tle na Bližnjem vzhodu in ustvarja res eno posebno vzdušje, ki je neprimerljivo in mogoče, če tako pogledamo, tudi najmočnejše od vseh teh treh Turčij, ki smo jih mi tako razdelili. Wow, kakšna raznolikost. Kaj pa programi agencije Oskar? A na vseh programih je zajeta vzhodna in zahodna ali kako so deljeni?
Ja, mi smo Turčijo tako razdelili, kakor je ta turistični svet nekako vidi in tudi nek zunanji sopotniki jo najprej pogledajo. Smo rekli, najprej bo ta turistična Turčija, se pravi zahodna Turčija, kjer se človek prvi spozna s to deželo, ponavadi jo ljudje vzljubijo, sopotniki si želijo potem, jo res je mehka, je prijetna, je potovalno močna, intenzivna, raznolika, že ta zahodna Turčija, o kateri smo na začetku govorili, in zato si reče, wow, s tem je pa še prišel. In to je tisti prvi krog, ki ga razdelujemo, se pravi klasična zahodna Turčija, lahko rečemo 8-9 dni, kjer vidimo vse glavne znamenitosti, ali pa smo jo tudi razdelili smo jo dodali, smo jo tudi doživeta, zahodna Turčija, kjer pa kljub tem gremo po vseh glavnih znamenitostih in še veliko več. Tako da je to 12-dnevni koncept, ki pa ponuja veliko več, tako da Turčijo res lahko začutimo. A temu konceptu pravite nagajuščina? Ja, to je turška nagajuščina, prav zato, ki popelje tudi skozi čudovite pokrajine, stik s tradicijo, noter so tudi veliko dinamičnih počitnic, izlet z ladjico, celo prespimo na ladjici, tako je malo nagajiva, živahna je za mlade po duhu in takole, se pravi, velika nadgradnja na tisto klasiko, ki si jo treba ogledati. In zato je tudi ta nagajuščina pravzaprav najbolj popularna, največ ljudi se za to odloča, je 12-dnevna, malo več časa rabimo, ni bistveno dražja, pa je izrazito močnejše potovanje kot recimo klasika. To je ta zahodni koncept. Seveda potem pa, ko sopotnikom večinoma postane Turčija všeč, prijazna, zleze pod kožo, lahko rečemo, si enkrat rečejo, wow, mi bi si pa zaželeli še priti v Turčijo, še bi radi imeli. In seveda ne bojo šli še enkrat po isti poti. Zato je pa preskočijo in čez kakšnih par let se odločijo, grejo potem po tej vzhodni oziroma vzhodni in jugovzhodni Turčiji. Tukaj pa spet imamo dva koncepta. Eden je bolj turističen, 8-dnevni, ki gre samo po glavnih točkah, glavnih znamenitostih. Meni osebno, pač naredili smo ga, ampak meni osebno se zdi kar mal prekratek, ker prehitro gre skozi te glavne dežele. Čeprav je na videz podoben 10, 12 in več dnevnim, ki so pa bolj doživeti koncepti, pa velikokrat gre prehitro. Zato smo tudi dodali doživeti sklop, to je vzhodno-turški trojček, namreč poleg jugovzhodne in vzhodne Turčije zavzame tudi del Črnomorske obale kot tretji del, zato je trojček, kar je Črnomorska obala, vzhodna Turčija, jugovzhodna Turčija. Gre v pravilnem ritmu in se pravi dodaja tradicijo. Glih včeraj smo bili z našimi potniki tukaj pri enih nomadih gor, na eni taki planšeriji. In to vzame par ur, ampak je pa to, so vsi povedali, da to je neko doživetje, ki je neponovljivo. Kot bi se, recimo, kot bi bil v filmu iz National Geographica, se pravi, kot da si glavni igralec v tem noter. In takih spontanih dogodkov je ogromno, zato je potrebno imeti nekoliko več časa. In zato bomo mislili 12-dnevne, bomo 14-dnevne in bomo drugo leto imeli tudi 15-16-dnevne koncepte. In tukaj je moj predlog ta, da več, ko si lahko privoščite, boljše bo. To so pa potem res prava potovanja v drugačnost in pa dejansko doživetje, doživljanje prvinskosti. Večinoma veliko takih dogodkov je, ki jih lahko vidimo samo dejansko na National Geographicu ali pa v teh potopisnih oddajah. Wow, hvala tudi za razlago, Oskar, imen. Vedno se sprašujemo, ali so imena samo naključje, zdaj pa vidimo, da ni naključje. Da je trojček, res trojček. V agenciji Oskar se mi zdi, da nobenega naključja ni, ker Turčijo tako dobro poznamo, tako globinsko jo poznamo, da lahko ne samo, da so vsebinska tako imena, tudi sami programi in pa scenariji potovanj so izjemno dodelani, tako da praktično vključujejo čisto vse, kar se tukaj da posrkati iz te dežele za posameznika, ne. In pa seveda temu je tudi primerno vodenje, ker je to pač naša, lahko rečem, matična tuja dežela. Ok, zdaj pa eno marketinško vprašanje, teh pa ponovadi ne maraš, saj v privatnem življenju. Trije razlogi, zakaj v zahodno Turčijo in trije razlogi, zakaj v vzhodno. Ena poved. Cak. Aha, zahodna Turčija, doživetje v vseh klasikah, Pamukkale, Kapadokija, Carigrad, Egejska obala, Antika in morje. To je recimo za en tak kratko za zahodno Turčijo, ne. Vzhodna Turčija, tradicija,
narava, sprehodi, aktivnosti, odmaknjenost, to potem mističnost na nek način, odmaknjene neznane kulture in ljudstva, kot so Gruzijci, Armenci, Iranci in tako dalje. In pa doživljanje ene take prvinskosti in lastnega stika z njo. Je ena stopnja naprej glede na zahodno Turčijo. Hvala. Super. Še eno, na spletu sem zasledil, da imamo tudi tole počitnice. To pa za vse tiste, ki morda pa ne bi potovali 10-12 dni, ampak bi radi malo uživali na morju. Po čem so te počitnice posebne? Zakaj na počitnice ravno z agencijo Oskar? Ja, v agenciji Oskar smo imeli kar malo predsodka pred počitnicami, zato ker potovanja znamo dobro delati s počitnicami, pa nismo prav, lahko rečem, blizu. Ampak smo se letos odločili tudi počitnic, smo ugriznili v to, želeli smo narediti počitnice, ki bodo prijazne našim potnikom. Naši potniki si želijo tudi počitnice, so v enem kraju, vendar pa, da so te počitnice dinamične, da se nekaj dogaja, da je raznolikost in pa tudi kraj sam, da ni to neka turistična enklava, ne vem, modernega turizma, kjer praktično Turčije ni, ampak smo se odločili pravzaprav za dve mesteci. Eno je Čirali, kjer je še vedno ogromno tradicije, pa hkrati je tak charming place, tak šarmanten, poln vzdušja, poln Turčije, ni nobenih velikih hotelov, vse je nekje v penziončkih, domačini, ki jih vodijo domačini, tako da lahko dejansko tudi, če ste na morju, ste še vedno v Turčiji, ne? In od tam pa so take lepe, prijetni, ugodni, kvalitetni penzioni in sobe, namestitve in vse skupaj, tako da pa vendar si noter, sprav gre za tak feeling, ne? In tam smo postavili Čirali, to je ena osnova, druga osnova pa je Olimpos, ki pa je malo bolj spontan, svoboden, bolj prvinski, to so take bolj hiške, lahko rečemo bolj na budget osnovi, ampak domiselno, ne, ti katerjeve hiške so glizale, sem imel skupino, so rekli, da sicer je preprosto, ampak da imaš isto vse, kar potrebuješ in da je izjemno domiselno. In te počitnice jim bojo ostale tudi zato v spominu, tam smo bili par dni, na tej likijski poti, prav zaradi tega, ker smo bili v Olimposu. To je pa bolj za tiste, ki si želijo aktivnosti, pohodov, sprehodov, tukaj imamo plezanje, potapljanje, sprehodi, skratka zelo aktivno, ker je to znotraj nacionalnega parka Olimpos. In hkrati so tukaj počitnice. Sama plaža Olimpos je ena najlepših, prvinskih plaž, tudi zaščitena, nobenih marel, ampak je odeta v zelenje naokrog, rečica teče v morje, potem senco imate pod naravno skalo, dve stari trdnjavi sta levo in desno, tako zaliv je noter. In res, dlje ko si tam, bolj ko občutiš, bolj čutiš, da si na pravem mestu in pravem kraju. In zato smo naredili te počitnice taki, da bodo prijazne našim sopotnikom, ki tudi, če grejo na počitnice, imajo radi neko vzdušje, imajo radi neko dogajanje, gibanje in zato smo postavili tudi prave ljudi kot vodnike tja, da bodo poskrbeli in jaz sem prepričan, da bomo tudi s tem konceptom uspeli. Wow. V bistvu vse boljš še mene. Sem bil včasih zaljubljen v Turčijo, se spet zaljubljam v Turčijo. Hvala. Celjem. Vrnemo se na vzhodno in zahodno Turčijo, pa tudi malo na obalo. Povej nam, a se kaj čuti razlika v kulturi, tudi načinu potovanja, mogoče prehranjevanju, čemerkoli razlika med vzhodno pa zahodno Turčijo? Ne vem, med klasično, če greš na potovanje, klasična Turčija, zahodna ali pa na vzhodno-turški trojček. Kakšne so razlike? Kakšne feelinge kje bo razlika? V feelingih? Seveda se. Pri zahodni Turčiji Turčija je veliko bolj moderna, zato je tudi veliko bolj nam na en način bliže in v zahodno-turških potovanjih je veliko poudarka na samih znamenitostih, na ogledih, torej imamo Efes, Pamukkale, Kapadokija. Večinoma se gibljamo znotraj nekih turističnih krajev, ki so precej prilagojeni tudi turistom, tujim turistom. Včasih je turistične infrastrukture celo toliko, da zasenči samo Turčijo in imaš manj vtisa o tej pravi Turčiji, o tej tradiciji, o samih lepotah narave in tako dalje. In pa, nažalost, jih bolj gledaš iz avtobusa, kot pa da bi jih ali prehodil ali pa doživel osebno.
Zato je sicer izjemno močna, znamenitosti, razlage, zgodovina, vse je top z turističnega vidika, iz doživetega vidika pa je treba se prav potruditi. In to sicer mi na tem 12-dnevnem konceptu že lepo naredimo, seveda je pa znotraj enih omejenosti. Medtem ko v vzhodni Turčiji se vse dogaja med vrsticami. Glavne znamenitosti, kot so recimo Ani ali pa Izak Paša, ki ga vidite v zadnji in vse ostalo, so samo, lahko rečemo, češnja na torti. Vse pa se dogaja med. To so pa pokrajine, potem so, recimo, včeraj sem omenil nomade, srečanje z domačini, srečanje s samobitnostjo, sprehodi sem in tja po raznolikih pokrajinah in pa občutenje, da pravzaprav zaživimo v tej drugačnosti tega vzhodne Turčije. Tako da to platforme potovalne so na videz podobne, čeprav se totalno razlikujejo. In da človek dobi osebni izkušnjo. Včeraj sem se pogovarjal z našo skupino, ker smo šli in so rekli, da je neprecenljiv je stik z domačini, sprehodi po prvinskih pokrajinah in pa recimo tukaj v vzhodni Turčiji v 5 dneh, kar smo napotovali, nismo srečali enega tujca, kar se vam na zahodni Turčiji ne more zgoditi. Wow. Kaj pa potovanje z otroki? Včasih agencija Oskar ne slovi ravno kot družinam prijazna agencija. Je prav tak občutek? Meni se zdi to čudno, ker prav ta potovanja, predvsem doživeta potovanja, so najboljše za otroke. Res, da je, zato ker oni najbolj doživljajo to, velike vpetosti v naravo, v drugačnost. In otrokom je to neprecenljivo bogastvo, ki ga vsrkavajo, ko ste že kot majhni, srečujejo s to drugačnostjo, zgubljajo predsodke in se navdušujejo nad stvarmi, ki jih doma preprosto ni. Meni se zdi, da je to predvsej bolj človeku, otrokom, družinam prijazna so ta potovanja stopenj 3, se pravi naša doživeta potovanja, kot pa kakršnokoli, ne vem, bivanje v kakšnem bolj inkluzivu znotraj ene ograje in pa sicer z vso možno infrastrukturo, ki si jo pričakoval in jo lahko pričakuješ, vendar pa ni nobene drugačnosti, nobene Turčije, nobenega potovalnega feelinga in pač se mi zdi, da to, kar mi omogočamo in tudi tiste družine, ki se odločajo za to, da grejo z nami na potovanje, mi lahko samo pritrdijo. Nekje sem zasledil, tudi z ženo smo se pogovarjali, da smo v bistvu vsaj največ težav imamo midva sama, da bi se s tem strinjal. Moji otroci ne. Tako, otroci nikoli ni težav. Otroci se vedno prilagodijo, vedno so posebej v vodnikih lahko zelo lepo zanimirani okrog. Zelo zanimivo je, da znotraj skupine otroci postanejo naša skupinska, da bom rekel, lastnina, ampak znotraj skupine vsi sopotniki jih zelo lepo sprejmejo, tako da imajo potem tudi starši lahko znotraj dneva veliko več prostega časa, ker ko se enkrat skupina formira, potem so otroci kar malo tukaj, malo tam, velikokrat pri vodniku. In če jih vodnik da zelo dobro zanimirati, to lahko njim življenjsko lifetime experience. Super, hvala. To je lahko rečem neprecenljiva naložba. Poleg tega je še nekaj, poglejte za družine. Že doma je veliko malo časa, da se otroci, ker ima vsak neke svoje obveznosti. Če greste vi na neke počitnice v all inclusive, bodo spet starši bodo nekaj svojega dela, otroci bodo tam na tistih igrali in spet gre lahko družina vsaka malo po svoje. Če pa grejo na potovanjih, potem pa ste praktično družina več ali manj skozi skupaj doživlja, se pogovarja o vtisih, o doživetjih, o vsem skupaj. In jaz sem prepričan, oziroma ne prepričan, to vem, da je moč družine na potovanju bistveno močnejša kot pa kjerkoli druge. Hvala. Zdaj pa še eno aktualno bolj vprašanje. Kakšne so kaj restrikcije, covid restrikcije, maske, policijska ura? Kaj je glede tega, kakšno je stanje glede tega v Turčiji? Ja, v Turčiji je zelo sproščeno stanje. Danes so odprli vse bifeje, restauracije, tako da praktično policijsko uro so umaknili od polnoči do 5 zjutraj in lockdown je samo ob nedeljah, pa se to velja samo do domačine. Mi že zdaj, ko smo potovali, praktično sem zdaj 12 dni na poti in po jugovzhodni, po sredozemski Turčiji, na Likijski poti ali pa tukaj, restrikcij praktično nismo nič občutili. Tako da vse teče normalno, mi upoštevamo tisto, kar je treba upoštevati, zelo malo, veliko se gibamo po naravi,
praktično o koroni nikjer nič ni videti navzven, tudi ljudje se sproščeno obnašajo in pravijo, da pravzaprav korone ni več, ampak samo še uradno morajo to potrditi. Kar tudi potrjujejo, ker to zdaj imajo ta načrt in prav včeraj so sprostili, ker številke padajo, še posebej po turističnih krajih, naj te korone ne bi bilo. Super, hvala. Zdaj pa še... Lepše potovati v času korone, zato ker ni gneče, velikokrat smo sami, ljudje so bolj sproščeni, domačini, večjo pozornost domačinov imamo, ne, in kar se pa tiče rizikov, sicer jaz zato nisem pristojen, ampak mi tukaj govorimo o koroni, tle kot so potniki bolj o španskem pivu, ki je menda zelo dobro. Zdaj pa še za zaključek najnega intervjuja, en hiter kviz. A si pripravljen? Joj, nisem, ampak se bom potrudil. Odlično. Najljubši kraj v zahodni Turčiji? Gotovo Kapadokija in Olimpos. Najljubši kraj v vzhodni Turčiji? V vzhodni Turčiji najljubši kraj. Recimo prav Izak Paša, Palača in pa Dogobezid, okolica pod Araratom. Odlično. Kaj pa letni čas? Letni čas je sigurno pomlad in to je od april, maj pa juni. Aha. Najljubša hrana? Ja, včasih so bili to kebabi in tisto Aleksandrov kebab je gotovo najboljša zgodba. Potem pa baklave in pa seveda lečina juha, merčimek. Evo. Najljubša pijača pa ne reči turška kava ali čaj? Poleg čaja in kave, najljubša pijača je v Turčiji voda, imajo odlično pivo in vino in pa tudi ajran, to je pa njihova značilna pijača iz jogurta, ki je zelo svežina za poletje. Turška glasba za na avtobus, da se pripravimo. Ja, Sezen Aksu, to je njihova dama turške glasbe. Zelo rad imam tudi kitaro, torej Svilena cesta, ker cela Turčija je ena sama tema iz Svilene ceste. Prva turška šala, ki ti pride na pamet? Dursun najde položnico na cesti in gre na pošto in jo plača. Ok. Justinijan, Sulejman Veličastni ali Ataturk? Vsi trije so bili Jacki. Vsak po svoje. Težko je zbrati glavnega, ampak Justinijan je bil najdlje od danes, tako da mogoče je najlepši videti. No, kaj pa njihove dame? Teodora, Roxelana oziroma pri Ataturku ne poznamo. Moj osebni okus bi bil bolj pri Roxelani. Teodora je bila opasna. Ataturk pa v bistvu, ja, tudi njegova je bila, ne. Se spomnite tistega, ko je imel spodaj on skupščino zgoraj, je pa ona štokala po tleh, je rekel, pridi na kosilo. Tisto ni moj stil. Dobar. Katero knjigo priporočaš, predno se odpravimo v Turčijo s tabo? Oziroma z agencijo Oskar? Tisti naš Oskarjev potovalni dnevnik, se pravi prvi zapisovanje vtisov, to je izjemno pomembno, in pa mogoče Oskarjeva brošurica o Turčiji, kjer so vsi glavni podatki napisani, da vam ni potreba kasneje pomniti. Te dobimo šele na potovanju. Kaj pa prej, za doma? Kaj bi nam priporočil? Nič. Bolj, ker ste prazni Turčije na pot, več prostora, več Turčije boste lahko vsrkali na kraju samem. Oskar, hvala. Zdaj pa še vprašanje tebe. Karkoli te nismo vprašali ali pa te nisem vprašal in bi te moral vprašati. Meni se zdi Turčija ena najlepših dežel, potovalnih dežel, najbolj raznolika, pestra, zanimiva, tudi zdaj letos in ta leta cenovno izjemno ugodna. Lahko rečem, da je to najbližja eksotika, nam najlažje razumljiva. In mislim, da bi vsem, ki si želijo korak naprej, se pravi izven Evrope, recimo, da grejo malo dalje, priporočal prvo potovanje po Turčiji, se pravi po zahodni Turčiji, potem pa mogoče čez par let po vzhodni Turčiji in vam ne bo žal, no. Jaz mislim, da je to vsakemu eno lepših potovanj. Oskar, hvala za te pol ure, uživaj še naprej tudi za nas. Hvala lepa, mi šibamo zdajle proti Ivanu.
gremo čez prelaz 2600 metrov, čez pod ognjenikom Tendorek, potem pridemo v območje največjega sodavega jezera na svetu, ki mu pravi tudi morje, na višino 1700 metrov nad morjem. Gremo na največjo citadelo v Turčiji, to je Tušpa, in verjamem, da bomo imeli čudovit dan. Tako da pozdravljam tudi vse vas in vam želim, da enkrat tudi to, prav želim si, da bi enkrat vse to, kar smo tukaj povedali, doživeli. Hvala, ajde, dio. Čau. Tako se mej, hvala, živijo.